Tiskovni konferenci na Policijski upravi Ljubljana. Kot smo že obveščali, smo 25. februarja obravnavali najdbo trupla. Z preiskavo je bilo ugotovljeno, da gre za kaznivo dejanje. Vaš sogovornik je magister Branko Japelj, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, ki vam bo podal informacije o preiskavi in kako se je končala. Tako da vam kar predajam besedo. Hvala za besedo. Kot rečeno, jaz vam bom nekako poskušal predstaviti, kaj se je dogajalo tega dne, nekaj o tem ste nekateri že poročali. In sicer 25. februarja 2011, nekaj minut čez 10. uro, je bil operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana obveščen, da v stanovanjski hiši v naselju Podgora pri Dolskem leži oziroma je bil najden starejši moški, mrtev, kateri je tudi sicer lastnik te stanovanjske hiše. Policisti so kraj zavarovali, pričeli z zbiranjem obvestil. Že prve ugotovitve na kraju so kazale, da je moški umrl nasilne smrti. Ugotovitev je bila kasneje potrjena po opravljeni obdukciji na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Žrtev je umrla 24. februarja zvečer, torej dan prej, kot smo bili o tem obveščeni, zaradi izkrvavitve iz večjega števila ubodnih ran. Ogled kraja kaznivega dejanja, ki se je opravljal 3 dni, je vodil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani, skupaj s kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana in pa okrožno državno tožilko. V sami preiskavi kaznivega dejanja pa je sodelovalo večje število kriminalistov in policistov celotne Policijske uprave Ljubljana ter delavci ostalih služb policije. Opravljeno je bilo večje število razgovorov z občani, tukaj lahko konkretno navedem številko preko 100, tako da je bila to izjemno obsežna zadeva. Pregledana je bila velika površina območja in pa opravljena ostala preiskovalna dejanja, seveda vse z namenom zbiranja dokazov oziroma zavarovanja sledi. Z vsemi izvedenimi kriminalističnimi ukrepi in pa preiskovalnimi dejanji je bilo ugotovljeno, da je 31-letni osumljenec iz okolice Ljubljane prišel, kot je bilo rečeno, 24.2.2011 okoli 19:30 ure k pokojnemu in sicer z namenom, da si od njega izposodi denar. Pokojni mu je nekaj denarja sicer posodil, vendar osumljencu to ni bilo dovolj, zaradi česar je med žrtvijo in storilcem prišlo do prerivanja oziroma do prepira. Osumljen je žrtev, ki se je sicer aktivno upirala, z nožem večkrat porezal po telesu, ter ga nato tudi večkrat zabodel. Zaradi upiranja žrtve se je poškodoval oziroma porezal tudi osumljenec, kateri je po dejanju peš zapustil kraj dejanja in odšel do parkiranega vozila, katero je bilo v neposredni bližini stanovanjske hiše. Nato se je osumljenec z vozilom odpeljal nazaj do te stanovanjske hiše, v kateri je storil kaznivo dejanje umora in iz predala nočne omarice odtujil denarnico za vsebino in se nato ponovno z vozilom odpeljal s kraja tega kaznivega dejanja. Med preiskavo samega dejanja je bilo ugotovljeno, da je pokojni predhodno že posojal denar osumljencu in da sta se poznala. 5. dan po umoru, torej 1.3.2011, okoli 12:30 ure, je bil osumljeni izsleden na svojemu domu, kjer mu je bila odzeta prostost. Včeraj zvečer, se pravi 2.3., je bil s kazensko ovadbo pripeljan k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, osumljen kot storilec kaznivega dejanja umora po 4. odstavku 116. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije, tako da po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper osumljenca tudi odredil pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen najmanj 15 let, se pravi pa do 30 let zapora. Jaz bi tukaj še posebej izpostavil, in če je možno, vas tudi seveda nekako naprošam, da to zapišete in tudi objavite, da je bilo v konkretnem primeru izjemno pomembno dobro sodelovanje z krajani Podgore in sosednjih krajev, kateri so bili izjemno pripravljeni za sodelovanje in so sodelovali s policijo izjemno konstruktivno. Tako da njihova pomoč pri preiskavi tega kaznivega dejanja je bila, ne bom rekel ravno ključnega pomena, ampak izjemno pomembna, tako da smo do neke mere, bom rekel, skupaj s krajani ugotovili
kdo je storilec tega kaznivega dejanja. Hvala lepa. Zdaj pa so kakšna vprašanja glede primera? Zdaj mogoče samo vprašal, je osumljeni priznal kaznivo dejanje? Osumljeni je priznal kaznivo dejanje, zaslišan je bil tako v navzočnosti državne tožilke, že v tem našem predkazenskem postopku, ponovno je pa dejanje priznal na zaslišanju pri preiskovalnem sodniku. A do osumljenca ste prišli, ker ste krvave sledi njegove našli na podlagi tega, ste do njega prišli? Ja, zadeva zgleda zelo enostavno. Ne? Res smo našli sledi od osumljenca. Kot sem povedal, osumljenec je bil poškodovan, ne? Ker se je prerival in se tudi porezal. Sledi njegove so vodile od hiše do vozila, kjer ga je imel. Ja, kri njegova je bila najdena, se pravi tudi DNK. Ampak njegovega DNK-ja ni bilo v bazi, tako da praktično nismo imeli nič. In ves ta mozaik, nabor ukrepov, o katerih sem govoril, kvaliteten ogled, dober pregled okolice in pa ključno sodelovanje z občani, nam je nekako vse nekako to je bilo sestavljeno v mozaik, ne, kateri je rezultiral v tem, da smo 5. dan po tem dejanju prišli do storilca in mu tudi odzeli prostost. Ja, dolgo nazaj, leta 2000 je bil možakar obravnavan za nasilno kaznivo dejanje in tudi pravnomočno obsojen na 1 leto zaporne kazni. Kaj pa takrat naredil? Rop. Rop. A pa je zdaj, a je on izsiljeval tega gospoda, ki ga je ubil? Mislim, zakaj k njemu prihajal po denar? Ona dva, kot sem rekel, sta se poznala. Ne? Večkrat je bil pri njemu, očitno je od njega večkrat dobil manjše količine denarja, kar mu nekako ni več zadostovalo, zato je v nadaljevanju prišlo do tega tragičnega dogodka. A pa sta bila kaj sorodstveno povezana? Pa kaj, zakaj mu je on dajal denar? Glejte, lahko potrdim, da tukaj ni nobenih sorodstvenih vezi. Pač dajal mu je denar, ker sta se poznala in kot znancu mu je očitno iz tega naslova to določeno količino denarja dajal. Vendar je bilo to počasi premalo za storilca, kateri je hotel vedno več. Zato je tudi... Za kakšne zneske? No, sej, če to povem, je pa zadeva še toliko bolj tragična, ker to gre za zelo, bom rekel, mizerne, nizke zneske, v končni fazi nekaj 100 evrov. Vse skupaj, ja. Koliko ubodnih hran je pomenil? Več ubodnih hran, kar precej je bilo tega. Več vreznin in več ubodnih hran. A te sledi krvave, ker nekje je bilo, a to je tam pri kapelci, se je začel, ki je imel avto parkiran mogoče? Ja, vidim, da zelo dobro poznate kraj dejanja. Ja. Dejansko vozilo je bilo parkirano v bližini kapelice. In od stanovanjske hiše do kapelice se je storilec peš sprehodil do vozila in seveda se od tam potem z vozilom odpeljal nazaj, ponovno, kot sem prej povedal, po to denarnico in se potem, ko je denarnico odtujil, iz predala nočne omarice odpeljal z vozilom z kraja dejanja. Pa so ga kakšni pol tam videli, da so lahko povedali to? Ja, tako kot sem rekel, dobro sodelovanje z občani. Ne. Občani so opozorili tam nek tip vozila, ne, na katerega smo se mi potem tudi precej fokusirali z zbiranjem obvestil in korak za korak iz različnih naslovov, z različnih koncev zbirali pač informacije in sestavljali ta mozaika. Ne. Tako da zadeva ni bila tako preprosta, kot bi nekdo rekel, ne, najdena je bila kri. Seveda, ampak če osebe, ki je donator te krvi, ni v bazi, potem nimamo ničesar. Lahko še se vprašam, mogoče tu kakšen odvisnik ali kaj tak, da je ta čist, imate potem kakšno informacijo? Lejte, če jaz potrdim, da je to odvisnik, na nek način stigmatiziramo. Ne. Oseba do zdaj ni bila obravnavana, niti ne za prekršek, niti ne za kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog. A pa lahko malo več o tem osumljencu poveste, mislim, ker mislim, kaj ga je navedel na to, da je verjetno je prvič nekoga umoril, verjetno je bil v kakšni stiski, verjetno kakšen je bil ta njun odnos, razen tega, da mu je on občasno dajal denar, a so ga ljudje poznali kot, ne vem, tazga ali drugačnega. Sej veste, da boste razočarani nad mojim odgovorom. Ne? Varstvo osebnih podatkov, veste, kako je s tem. Ne? Jaz sem vam povedal, ne? Poznala sta se, to je dejstvo, in iz tega naslova, ker sta se poznala, je večkrat prihajal k njemu, večkrat je iz tega naslova dobil manjše količine denarja, kar mu pa ni zadostovalo. Ne? Seveda, očitno je pač osumljenec denar potreboval, drugače ne bi k njemu hodil po ta denar. Ne? To je dejstvo. Ne? Kaj več, kaj globje o tem razlagati, pa z vidika varstva osebnih podatkov seveda ne smemo. Je bil pa nekje iz bližine? Ne, ni bil iz bližine. To lahko z gotovostjo potrdim, da če govorimo
da se je umor zgodil na vzhodnem koncu Ljubljane, ne, lahko rečem, da je storilec iz zahodnega konca Ljubljane. To ste pa vi rekel. Če ni mogoče vprašanje, jaz mislim, da bi bilo prav, da vam postrežem še z enim podatkom, no, ker v zadnjem času je vedno veliko debate v javnosti, ali je policija pri svojem delu uspešna ali ni. Ne. Jaz z tega naslova mislim, da lahko predstavim podatek, da od leta 2007, takrat imamo mi zadnji nerešen umor, seveda smo nezadovoljni, ne, z vsakim nepreiskanim kaznivim dejanjem, še posebej, če to je umor, in se trudimo ta dejanja preiskati, ampak lahko rečem, da od leta 2007 imamo na Policijski upravi Ljubljana preiskane vse umore in uboje in poskuse, in sicer je od leta 2007 dokončanih umorov in ubojev bilo 18, poskusov pa 57. In od takrat naprej so vsa dejanja bila 100% preiskana. In jaz mislim, da je to zelo lep rezultat, sicer lahko že jutri drugače, ne, ampak ta hip je tako. In tukaj je zagotovo en izmed pokazateljev, ki lahko govori o tem, da je na določenih segmentih kriminalistična policija še kako uspešna. Mogoče prej sem imel, da večje število, lahko mogoče zdaj po policistov, po kriminalistov dejansko na terenu bilo. Glejte, zadeva je bila zelo razdeljena. Ne. Sam ogled, ožji ogled kraja dejanja, tisto ožji del, kot sem rekel, je vodil preiskovalni sodnik, na kraju je bila državna tožilka in pa več kriminalistov v sektorju kriminalistične policije. Ogledna skupina je ponovadi sestavljena iz 3-4 kriminalistov in 3-4 kriminalističnih tehnikov. Sama preiskava je pa obsegala precej več policistov, kateri so preiskovali teren. Mislim, da prvi in drugi dan je bilo cirka na kraju med 40 in 50 policistov. Ravno tako je pa praktično nemogoče povedati, kakšno število policistov je zbiralo obvestila. Ker pač obvestila so zbirali policisti praktično iz cele države, ker so šle informacije pač po vseh enotah, tako da je dejansko sodelovalo precej policistov in kriminalistov. Kjer je tisti neraziskani umor 2007? To je umor Gregorja Trajkova. Ta je zadnji, ki je nepreiskan, če gledamo za nazaj, na katerem se pa še vedno aktivno dela. Še kakšno vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem za obisk. Naslednje. Hvala.